poslušalci, gledalci televizije Exodus. Nadaljujemo naše premišljevanja z naslovom Nebesi sem doma. Prvega smo že slišali. Rekli smo, smrt je konec vsega. Smrt je izguba in to zadnja izguba. Kaj bomo pa danes rekli? Ni res, da je smrt izguba. Smrt je dobiček, pravi sveti Pavel. Kako pa to? To pa ja ne more biti, če je pa izguba. Prisluhnimo naprej oziroma nadaljujmo naše razmišljanje. Smrt izniči naše telo. Telo, to ja. Konča našo osebnost na tem svetu. Ne izniči pa človeka v celoti. Ne izniči ga dokončno. Spremeni ga. Zemljsko življenje ni in ne sme biti vse, kar človek je in kar človek pomeni. Ni in ne sme biti. Kristjani verujemo v življenje po smrti. Dokazi, s katerimi razpolaga znanost, so podvrženi zakonitostim časa in prostora. Zato o večnosti ne morejo govoriti. Nimamo torej dokazov. Imamo pa razloge. Imamo vero v večno življenje, ki se dviga nad zakonitosti tega sveta in ki sega v onstranstvo. Večnega življenja ne moremo dokazati z znanstvenimi dokazi in poskusi, ker je drugi svet. Je pa utemeljeno. Na čem? Na razlogih uma, ko razmišljam, na razlogih srca, ko čutim, in na razlogih vere. Tako tehtni so in tako močni ti razlogi, da ni dovoljeno dvomiti, ampak jih smemo jemati popolnoma resno in jim verjeti. Najprej razlogi uma in srca. Človek ni samo racio, razum, ampak tudi intuicijo. To pomeni, nekaj čutiš, spoznaš, kar ne moreš dokazati z nekim fizičnim ali kemičnim zakonom. Ampak čutiš in si prepričan. Dano ti je. Intuicija, beseda pomeni pogled od znotraj. Notr nekaj vidiš. In ti ne more nihče iztrgati pa reči, ni res, če pa je. Naš razum in naše srce se ne moreta sprijazniti s trditvijo, da bo smrtjo vse uničeno. V naravo nam je opisana neizbrisna želja živeti. Živeti, živeti, živeti. To je neizbrisno. To pa pomeni, kar je v človeku položeno v naravo, to se mora uresničiti. Pamet nam pravi, da to, kar spoznamo na zemlji, ne more biti vse, kar se sploh da spoznati. 1000 in milijon reči je na vseh področjih, ki naš razum in meje našega spoznavanja presegajo. Naprimer, samo vesolje, nekaj malega spoznamo, ampak vesolje ima neskončna možna spoznanja, do katerih ne dosežemo, ne moremo, s najboljšimi aparati. Kvečem nam odkrivajo nove resničnosti, ne pa, da bi nam rekli, ja, več pa ni. Čemu vse to, če pa nikogar ni, ki bi se to spoznal?
Po smrti, ko se bo duh rešil vezi možganov, mi smo duh, ampak mislimo z možgani. Možgani so orodje mišljenja. Ko se bodo možgani odstranili in bo duh svobodno poletel nad njimi, bo razširil krila, dvignil višave, užival bo v modrosti in veličini stvarstva, katerega koli kemičnega, fizičnega, biološkega, kaj vse mi ne vemo, vemo, da je, ne vemo pa, kako je. Vse to bo naš razum mogel spoznati in bo se z veseljem spoznaval. Ker je na to odprt, naš razum je odprt za spoznavanje. Možgani mu branijo dlje, kot morejo. Ko jih ne bo več, bo šele videl, kaj vse se da spoznati in užival. Pa bo kdo rekel, to je prazno pričakovanje, to je vse, nima že nobenega dokaza. V redu, ampak ti si zadovoljen s potočkom. Jaz bom pa zaplaval v ocean. Kakor češ. En razlog, da verujemo v večnost, je, torej življenje po smrti, je čut za pravičnost. Vpisan nam je globoko v srce. Pravičnost mora priti do besede. A vemo, da v življenju se to ne zgodi. Koliko je krivic, ki v življenju niso poravnane. Koliko stvari, ki niso razčiščene. Skrivnost zla mora biti razkrita, njena hudobija mora biti odprta, krivice morajo biti poravnane, pravica mora zmagati. Na tem svetu se to ne zgodi. Torej se mora zgoditi potem. In se bo na onem svetu. Prej smo slišali Prešerna, pa Menarta, da pa prisluhnemo Gregorčiču. V pesmi Človeka nikar je takole zapisal. Začetnik moj, ki si me ustvaril, duha si iskro mi razžaril, v oklep prsteni jo zaprl, zakaj, veš ti. Ko il na to boš ječo strl, ne bom umrl. Duhu poženo peroti, ki jih iz dola solz in zmot razvije na skrivnostni poti. Kam? Tebi hitel bo naproti, da enkrat tvoj obraz bi zrl, da zrbi sončno jasno lice, obraz ljubezni in pravice. To človek čuti. Nimaš dokaza, ampak čutiš. Gregorčič je bil navdihnen pesnik. Je vedel, kaj piše. Če nadaljujemo razmišljanje, se čutimo povezane z onimi, s katerimi smo nekoč živeli, pa so umrli. Čutimo se z njimi povezane. Povem, pri Magdaleni, ker sem bil župnik, smo imeli katehistinjo Emico Korpar. Imela je izreden dar za otroke. Izreden. Ampak jo je zgrabil rak in je umrla, ko še ni imela 50 let. Doma je tam v Prlekiji, njen grob je na pokopališču v Podgorcih, Sveti Lenart. In me sem je v lepem spominu. Nekoč sem se tam mimo peljal, sem rekel, skočil bom na grob, veliko časa nimam, ampak skočil bom na grob in grem mimo trgovine, kupim svečo, grem naprej.
ko se bližam pokopališču, ja, pozabil sem kupiti žigalice. Kaj pa zdaj? Sem rekel, Emica, če želiš imeti prižgano svečo, se pobrigaj za ogenj. Grem na pokopališče. Gledam naokrog, gledam levo, oho, tu gori na enem grobu sveča. Prižgem in nesem na njen grob. Gledam naokrog, prav nalašč, koliko sem imel časa. Niti enega ognja ni bilo, niti ene sveče, ki bi gorela, razen ta tukaj. Emica se je pobrigala, da je dobila svečo. Moja mama. Postala je vdova že v starih letih. Oče je umrl prej kot ona in mi je pripovedovala. Dosti sem za očeta molila, tudi za maše sem dala. Po ne vem koliko tednih ali mesecih, tega se nisem zapomnil. Enkrat med molitvijo rožnega venca za moža, torej za mojega očeta, sem doživela tako notranje veselje, notranji mir, srečo, ljubezen. Objel me je tako blažen mir. Od takrat sem prepričana, oče je v nebesih. Ivan Cankar pripoveduje takole, kaj je čutil po mamini smrti. Mati, mati, sem jo klical. Tukaj sem, se je oglasila. Kaj me kličeš? Saj sem poleg tebe. Hodim s teboj, ves čas sem s teboj. Mati, ne vidim vas. Srce me poglej, z vernim srcem poglej, pa boš videl. Nimam se za praznovernega. Tudi kolikor vem, med druge nimajo za takšnega. Priznam, da se v teh rečeh marsikaj pripoveduje, kar se da razložiti čisto po naravni poti. Vendar pa teh pripovedovanj, teh dogodkov je toliko, da ne moreš reči, vse skupaj nič ni. Preveč jih je. Nepošteno bi bilo, da bi jih zanikali, če pa so. Recimo ti trije. Vse se razvije po naravni poti. Ampak jih je preveč, da bi rekel, vse skupaj nič ni. Vzemimo primerjavo z dvojčkoma. Predstavljamo si dečka in deklico, ki kot dvojčka odraščata v materinem telesu. Sestrica pravi, poslušaj, bratec, samo še malo moramo potrpeti in se nam bo odprl čudovit svet. Tukaj notri je vsak dan bolj tesno in ne morem verjeti, da sva ustvarjena samo za to, kar je tu. Boš videl, zapustila bova ta temni prostor. Ko se bo to zgodilo, naju čaka novo življenje in z njim 100 prijetnih presenečenj. Pomisli, bratec, na zlato sončece, na svetle zvezdice, na pisane rožice, na žvrgolenje ptičic, na igrače, ki nama jih bo kupil oče, in na pravljice, ki nam jih bo pripovedovala mama. Ne moreš si misliti, kako lepo bo, kako se vsega tega veselim. Bratec pa odgovarja, kaj sanjariš in govoriš neumnosti? Zato, ker trdiš, nimaš nobenega dokaza. To so sanjarije.
Jaz verjamem v to, kar je tu, drugega nič. Verjamem to, kar lahko tipnem pa doživljam. Tiho bodi zadovoljna s tem, kar imaš. Sestrica se pa ne da. Še naprej veruje, da jo čaka novi svet. S velikim veseljem ga pričakuje. Kateremu od teh dveh je prihodnost dala prav? Kateremu? Na Dunaju je živela naša slovenska pesnica Milena Merlak. Umrla je pred 2 letoma recimo. Med drugimi pesmimi je napisala tudi tole. Koga ni strah, ko postaja prah? Vendar verujem, da čudežni veter bo takrat zavel, me vzdignil in se z menoj vse više in više v višave povzpel. Ne zato, da bi mi pesem ob koncu zapel, da bi mi pesem o koncu zapel, temveč, da bi me s toplo, žarečo zanico v božjem soncu spet oživel. Torej, tako sem navedel nekaj razlogov uma in srca. Zdaj pa še nekaj razlogov verovanja. Tudi verovanje je up in srce, je intuicijo, notranje spoznanje, občutek, ki ti ga ne more nihče iztrgati, ker se doživel nekaj. Najprej ne govorimo o neumrljivosti. Umrli bomo, ampak govorimo o vstajenju tistih, ki umrjajo. To je razlika. Tudi ne govorimo o vstajenju trupel, ne bojo vstala trupla, ampak o vstajenju oseb. Življenje po vstajenju bo drugačno od zemeljskega življenja. Ne bomo se vrnili na zemljo, saj ne takšno, kot je tu. Ampak bojo naša telesa poveličana, kot je bilo Jezusovo. Sveti Pavel pravi, seješ seme, ampak to, kar sklije, ni seme, to je rastlina, to je čisto nekaj drugega. Ampak je isto. Iz tega ven je to prišlo. Tako ne bomo to, kar smo, ampak bomo to, kar smo. Vstalo bo, kar je v nas Božjega, kar je pa grešno, to ne more vstati. Vstalo bo, kar je duhovnega, umrlo bo, kar je telesnega. Vernikova smrt je nič manj boleča od nevernikove, ampak je polna upanja. Prvi kristjani v Jeruzalemu so bili priče Jezusove smrti, ampak bili so tudi priče njegovega življenja in delovanja po vstajenju. Videli so ga, z njim govorili, jedli, se srečevali, ne enkrat, ampak 40 dni. Prejemali so od njega naročila, ne samo tu in tam kdo, ampak mnogi v več krajih, o različnih priložnostih. In njihovo glavno oznanilo in predmet pogovarjanja vere je bilo, Jezus je vstal. Jezus živi. To. Zaradi vere, da je Kristus vstal, da bodo tudi oni vstali po smrti, so mnogi kristjani skozi 3 stoletja trpeli in bili mučeni do smrti v rimskem cesarstvu. A niso odnehali. Glejmo, nekaj, kar je vredno, da se čudimo. Rimsko cesarstvo je bilo mogočno, največje,
kar ga lahko zgodovina pove. In to močno cesarstvo se je zarotilo proti skupinici ljudi, ki so verovali v od mrtvih stalega človeka Kristusa. To so bili njihovi ljudje, rimski, ne neki tujci, domači. In cesarstvo je hotelo to vero zatreti. In jih je morilo, obsojalo na smrt, mučilo. Ne vem, kaj so storili vse, da bi jih zatrli, ker so verovali v smrt nekega človeka, ki ga je njihov predstavnik v Palestini, Pilat, obsodil na smrt. Ampak ti ljudje so se rajši pustili moriti, ubiti, mučiti, metani pred leve, kot pa, da bi se odpovedali veri v vstajenje Jezusa Kristusa. A pa kaj se je zgodilo? Cesarstvo je propadlo, vera pa je živela, ne samo živela, se širila. Preživela rimsko cesarstvo, preživela vsa cesarstva, kar jih je bilo do takrat, in tudi preživela vse tiste, ki so ji kopali jamo. Kdo vse je kopal jamo krščanstvu? Drug za drugim so v jamo padali. Križani in od mrtvih stali Galilejec pa je živel in živi še danes. In lahko rečemo, preživeli smo cesarstvo, ki se je imenovalo drugače. In je več kot 40 let v prejšnjem stoletju hotelo uničiti vero v Slovencih. Kaj vse je imela ta oblast v rokah? Kaj je dosegla? Propadla je. Kristjani, ki verujemo v Kristusa, pa smo ostali. Čvrsto in neomajno verujemo, da je naš ustanovitelj Kristus vstal od mrtvih in oznanjamo, da bomo tudi mi vstali z njim, ker nas bo on poklical. Smo velikonočni kristjani. To govori vera. Reci, da ni res, če moreš, če se upaš. Je tako ali ni? Zato je Slomšek zapel in mi pojemo z njim. V nebesih sem doma. To oznanjuje tam i zemlja in nebo in vsaka stvar lepo. Ali če zapojemo, v nebesih sem doma, od tega ne sveta, nebese veselim, tja priti si želim. Lahko malo obrnemo to obljubo, v nebesih bom doma. Zdaj še nisem, zdaj sem še enkrat tukaj, zdaj enkrat v Mariboru, jaz, vi pa kakorkoli kdo. V nebesih bomo doma in se bomo dobili. To oznanjujete nam zemlja in nebo. Vsaka stvar lepo. In evangelij. Naj se nam ne očita, da smo lahko verni ali prazno verni. Vera v vstajenje in večno življenje nikoli ni bila lahka, tudi nam danes ni lahka, ni preprosto verovati. A vprašamo se, kakšen smisel bi imelo naše verovanje v Jezusovo naše vstajenje, če nas ne bi obudil v večnost. Če je smrtjo konec, kakšen smisel ima naša vera, naša molitev, naša hoja v cerkev, naše spovedi, obhajila. Kakšen smisel, če ko umremo, vsega konec. Mora biti to resnično, kar molimo, kar verujemo. Če samo zaradi tega življenja zaupamo v Kristusa, pravi Pavel, smo vredni pomilovanja. A Kristus se je rodil, umrl, vstal,
da bi mi stali in živeli. Vse se je zgodilo, kot pravi obrazec veroizpovedi, zaradi nas in našega zveličanja. Zveličanje pa pomeni večno življenje. Zaradi našega zveličanja je cel aparat vere in cerkve, ki ni majhen. Vzemite se na primer v roko knjigo Katekizem katoliške cerkve, debela knjiga, ki ima ogromno resnic in zgodb iz življenja 2000 let cerkve in njenega nauka. Vse to naj bi propadlo, ko umreš. Čakšen smisel ima vse to? Nima ga. Spada v celoto verovanja. In zdaj pa še nekaj teoloških razlogov. Prej smo imeli razloge uma in srca in vere. Kaj pa pravi teologija? Torej znanost o Bogu. Kaj pravi? Kristus kot učlovečeni Božji sin ima v sebi Božje življenje. Mi ga imamo po krstu, on pa ga ima od tega, ker je edo z očetom. Po krstu smo v njegovo Božje življenje vcepljeni. Po drugih zakramentih, molitvi in dobrih delih, pa iz tega rastemo. Mi smo trta, ki raste iz Kristusa. Mi, mladike tvoje smo, ki na tebi rastemo. Ko bomo umrli, se bo Božje življenje, ki je v nas, razraslo v vsej polnosti in lepoti. Pokazalo se bo, da je za človeka, ki je živel s Kristusom, umreti dobiček, kot pravi Pavel. Smrt je zame dobiček, ker se bom dokončno združil s Kristusom. Smrt je prišla na človeštvo kot posledica greha. Jezus pa je greh uničil, ko ga je vzel nase. Kot pravi svet Pavel, odpusti nam je grehe in izbrisal zadolžnico, ki se je proti nam glasila. Prekletstvo smrti je obrnil v blagoslov, v upravičenje, v večno življenje, v dobiček. Tako je naše življenje na zemlji priprava na življenje v večnosti. V nebesih bom doma. Z drugo besedo, naša večnost se ustvarja in oblikuje že tukaj. Po meri naše vere, našega upanja in naše ljubezni do Boga in do bližnjega. Bog je ustvaril človeka, da bi bil deležen telesnih in duhovnih razsežnosti zemeljskega in nebeškega bivanja v odnosu do sebe, do ljudi, do stvarstva in do Boga. Samo vstajenje in večno življenje mu to omogoča. Prigovor in odgovor. Torej na to, kar sem zdaj trdil, se da pregovoriti in nam pregovarjajo. Ali krščanstvo, ko je zagledano v večnost, v onstranstvo, ne odtujuje človeka od tega sveta. Slišijo se očitki, da sta renesansa in humanizem prispevala k razvoju človeškega duha več kot krščanstvo dolga stoletja pred njima. Torej, krščanstvo gleda v onstranstvo in pozablja ta svet. A je to res? Najprej je treba odgovoriti, da renesansi in humanizmu priznamo velike korake, ki sta jih storila. Renesansa, to je ponovno rojstvo umetnosti in kulture starega rimskega, grškega sveta. Humanizem pa je beseda, pride iz besede homo,
poudarek je na človeku. Na človeku tukaj, na tem svetu. To je humanizem. Torej, humanizem poudarja vrednost človeka, renesansa pa vrednost človeka, kot je živel v starem rimskem, grškem času. Torej, priznamo renesansi in humanizmu. V redu, hvala lepa. Ampak ti koraki v veliki meri izhajajo iz krščanskih temeljev. Vse je bilo že notri, ampak ni bilo še tako razvito. Če renesansa naglaša veličino sveta in narave, kristjani verujemo, da je svet in naravo ustvaril Bog. Če humanizem poudarja vrednost človeka, krščanstvo uči, da je človek Božja podoba. Sicer pa prav ta prigovor dokazuje, kar sami trdimo, da smo namreč zazrti v onstranstvo. Da je ta zazrtost opažena. Ne tajimo, da gledamo večnost. Odprito povemo, v nebesih bomo doma. Zagledani smo v nebo, kot je rekel angel apostolom, Jezus je šel v nebesa, oni pa gledajo gor. Kaj gledate v nebo? Ja, kam pa naj gledamo? Tam smo doma, bi lahko rekli, sam slabše, ki mi tega ni povedal. Torej, res je, zazrti smo v večnost, ampak to nas ne ovira, da ne bi tudi ta svet imeli radi in v njem razvijali sebe in pomagali, da bi bil svet čim lepši. Pred kratkim je v Večeru en od dopisnikov napisal stvari, ki jih je bral v knjigi nekega angleškega znanstvenika Dawkinsa. Vera je zabloda. Pomeni, tisti, ki verujejo, so zašli. Niso na pravi poti. Zablodili so. In ne jemljajo sveta kot vrednoto. In nekdo mu je temu odgovoril nekaj dejstev, ki pokažejo, kdo ima svet za vrednoto. Vernik ali nevernik. Prisluhnimo. Večina od vas bo vedela, za kaj gre. Veren umetnik naslika mater z otrokom v naročju. Neveren premaže otroka in materi naročje potakne podgano. Kdo gleda na svet kot vrednoto? Ta ali oni? Dalje. Verniki postavijo križ kot znamenje vere in upanja. Brezverec ta križ ovije s cunjo, ga polije z nafto in zažge. Kdo od teh ima svet za vrednoto? Dalje. Vera oznanja ljubezen kot največjo človeško krepost. Torej ateistka javno piše in pove, moja dolžnost je sovražiti. Kdo jemlje svet za vrednoto? Dalje. Verniki zgradijo cerkev kot veliko religiozno in arhitekturno umetnino. Brezbožnež se prihuli in v temi zidove te umetnine premaže z udurnimi grafiti. Kdo jemlje svet kot vrednoto? Verni vaščani postavijo kapelico in vanjo namestijo podobo največje žene sveta. Nasprotniki sredi noči kapelico porušijo, sliko pa zaženejo v grmovje. To se je zgodilo na Gorenjskem. Sem bral v časopisu. Dalje.
Vernik podpira zakon o družini kot skupnosti moža, žene in otrok, ker v tem vidi pogoj za preživetje naroda in človeštva. Zanikovalec glasuje za zakon o istospolni družini, ki tudi v primeru, da je teh več kot onih, ne more dati narodu niti enega človeka. Kdo gleda pozitivno na svet? In še dokončno. Vernik je prepričan, da brez vrednot, kot so resnica, ne laži, poštenost, ne kradi, zvestoba, ne prešuštvuj in podobne, človeštvo ne more preživeti brez teh vrednot. Ateistični filozof, Slovenec pa znan po svetu, pravi, bral sem, splošno veljavne vrednote ne obstajajo. Kdo je tisti, ki gleda na svet pozitivno in kdo negativno? Toliko o tem mimogrede. Če vzporejamo krščanstvo z drugimi religijami, lahko rečemo, da nobena tako jasno in odločno ne obljublja večno življenje kot krščanska. A tudi komaj katera tako naglaša zavzetost za ta svet kot krščanska. Evangelij je polna svetov, kako moramo biti živa trta, rodovitne smokve, kako moramo odgovorno trgovati s talenti, zgodba o talentih, kako moramo pomagati človeku v stiski. Jezus nam obljublja večno življenje le pod pogojem, da smo lačnemu dali jesti, ženemu piti, bolnega obiskali, popotnega sprejeli. Vsemu temu je težko očitati odtujenost od sveta. Poglejte naše svetnike. Sveti Martin pomaga človeku. Sveti Miklavž pomaga stiski. Sveta Elizabeta pomaga bolnim. Sveta mati Terezija, blažena še zaenkrat še, mati Terezija, pomaga najbolj zapuščenim. A je to odtujenost od sveta? A nam dedek Mraz da kaj dobrega povedati o sebi? To, da pride z Pohorja, do Vlečnice dol. Miklavž je pa človek, ki je dober, to ni isto Miklavž pa dedek Mraz. Miklavž je vzgajal skozi stoletja, naredi veselje nekomu in je naredil koliko veselja, nedolžnega, lepega veselja, ker je bil dober človek. In to naj kdo govori, da kristjani se odtujujemo temu svetu. Torej, ravno nasprotno, če ne boš na tem svetu agilen, aktiven, delaven, boš na onem svetu slabo skozi prišel. Kaj je dobrega naš Slomšek storil? A je bil odtujen, ko je prinesel v Maribor škofijo? A je bil odtujen, ko je ustanovil Mohorevo družbo, ki je dala ne 100, pa 1000, milijone knjig slovenskemu narodu? Je to odtujitev? In tako naprej. Tudi tisti, ki so izbrali samoto, torej ki živijo v skritih samostanih, kot na primer Klarise, pa Kartuzijani, pa Karmeličanke, ki so se izbrali samoto, vprašajte jih, kaj delajo. Molimo za ta svet. Božji blagoslov kličemo na ta svet. V tej luči moramo razumeti tudi očitek, da so kristjani kdaj s silo spreobračali. Naprimer, ko so zavzemali, torej, ko smo se Slovenci spreobračali, točne zgodovine nima nihče,
Edni držijo s temi, ki so se branili, drugi s temi, ki so vsiljevali. Točno ne vemo, kako je bilo. Če je bilo nasilje, ga ne odobravamo, ker evangelij ne pozna nasilja. Moramo pa razumeti, odkot je ta miselnost izhajala. Iz prepričanja, da je človek ustvarjen za večno življenje. Da bo tja prišel, pa mora živeti po veri. In če te vere nima, mu je moramo omogočiti. Ja, ampak ne na silo. Žal, kolikor so tega delali, ni izhajalo iz evangelija. Jezus je rekel Petru, spravi meč na njegovo mesto. Ampak bila je napaka narejena iz dobre volje. Ali kot sem govoril v tistem premišljevanju, človek je dostikrat slep. Misli, da dela dobro in prav, pa je slep. Kako je tudi apostol Pavel priznal, ko sem preganjal kristjane, bil sem slep. Moramo razumeti to slepoto, pa koliko se da opravičiti. Tako smo tudi to premišljevanje končali, prišli na zaključek, da smrt ni konec. Ni konec. O tem govorijo razlogi uma, srca, vere in izkustva in zgodovine. Kaj pa prihodnjič, nadaljevali bomo, kaj pa o vsem tem pravi Sveto pismo. Če boste prisluhnili, boste slišali. Hvala lepa za danes, z Bogom.